Dober dan vsi skupaj. Danes vas bom popeljal na kolesarsko dogodivščino po Ivanje Selu. Povedal vse, kar se v Ivanje Selu da povedati. Ne bomo šli z specialko, ampak kar z navadnim trek kolesom. Pa dajmo. V majhni evropski državi z imenom Slovenija se nahaja še manjša vasica z imenom Ivanje Selo. Gručasta vasica z malo več kot 200 prebivalci leži na robu cerkniške občine, ima skoraj 12 kvadratnih kilometrov površine, a kar 70% te površine predstavlja gozd. Nad vasico je železniška proga Ljubljana-Postojna in avtocesta, ki se je zgradila v 70. letih in poteka skozi vasico in deli Ivanje Selo na dva dela. Začetki Ivanjega Sela segajo vse v 11. stoletje, ko naj bi se s takratnega unca obsedenec pri Ivanjem Selu naselil Ivan, po katerem je vas tudi dobila ime. Zaradi skromnih obdelovalnih površin pa so začeli predvsem iz leskovih vej izdelovati obroče, ki so jih potem prodali v Trst. Med prvo in drugo svetovno vojno je bil za Ivance ob rapalski meji z Italijo pomemben del zaslužka kontrabandarstvo. Torej tihotapili so konje, meso, moko, cigarete, les in potem iskali v Italiji riž, kavo, vino. Kontraband je marsikomu prinesel lep zaslužek, mnogim pa je bil to način, kako priti do cenejše jugoslovanske moke. Za tihotapljenje teh izdelkov jim je grozila denarna, zaporna, v nekaterih primerih celo smrtna kazen, a vseh teh ukrepov niso nikoli povsem zatrli. Po odprtju železniške proge leta 1856 so ljudje našli drugačno vrsto zaposlitve. Nekateri so našli delo na postaji ali v čuvalnicah, spet drugi so šli za kramparje in popravljali tire. Na vas je vplivala tudi avtocesta, ki so odprli leta 1972, saj je vas razdelila na dva dela. Današnja cerkev svetega Hieronima je bila zgrajena v 16. stoletju kot protiturški tabor. Prvotno je bila zidana v gotskem slogu, leta 1796 pa so jo predelali v baročnem slogu. Zdaj pa pogledati še gasilski dom, saj je to edina dejavnost, ki se je odlično ohranila, saj je skoraj vsak vaščan v vasi gasilec. Torej leta 1925 se je ustanovilo gasilsko društvo Ivanje Selo, a z začetkom druge svetovne vojne oziroma po okupaciji strani Italije je začelo gasilstvo počasi zamirati in se je potem vključilo v gasilsko četo UNEC. Torej od leta 1945 do leta 1952 kle v Ivanje Selu ni bilo gasilskega društva. Leta 1952 pa so ponovno ustanovili gasilsko društvo, kar je takrat pomenilo veliko spodbudo za nadaljnje delo. Leta 2018 smo se preselili iz spodnjega dela kle v zgornji del. Kle je bila ponovadi trgovina, a se je potem zaprla. Društvo je zelo uspešno na tekmovanjih, kvizih, kar se tudi vidi po novicah in pokalih. Zdaj ne samo kle lokalno, ampak tudi drugje po Sloveniji. Zdaj, odkar je ta virus, teh tekmovanj enostavno ni, a ima še zmeraj mesečne vaje in se redno usposablja. Društvo je prve kategorije, ima dve vozili, GVGP1 terensko vozilo in pa GV1 za navadne požare. GVGP1 v bistvu pomeni gasilsko vozilo za gozdne požare, ker gasilsko društvo Ivanje Selo pokriva kar velik del gozdov, zato tudi rabi tako vozilo. Zdaj to je nekako, kar se tiče tega društva. Upam, da si užival, se naroči na moj kanal, lajki in napiši v komentarje našo naslednjo destinacijo. Se vidimo!